Odraščanje je dokumentarni film novinarja in režiserja RTV Slovenija Siniše Gačiča, ki ga je z ekipo začel snemati leta 2015, v času pred referendumom za izenačitev zakonskih zvez. V središču zgodbe je mali Tibor, ki odrašča v družini dveh žensk, Andreje, ki je dečka rodila, in njene partnerke Jedrt. Poleg izzivov materinstva se obe kot edina istospolna družina javno podata v politični boj proti diskriminaciji. Zakaj smo ga pa zbrali? Pa ker se nam zdi zelo pomembna družbena tematika, ki ne sme zdaj, ko je bil referendum konec, zamreti, ampak se moramo o tem, kako ljudje, ki mogoče niso v neki večini ali pa privilegirani skupini, kako živijo oziroma kako ta zakonodaja in to vpliva na njih kot ljudi same. Film, ki prikaže intimno življenje družine, televizijska soočanja med tistimi za in tistimi proti, se kljub negativnemu izidu takratnega referenduma z brezskrbnim otroštvom dečka konča optimistično. Med kritikami je zaslediti tudi stavek, da gre za film, ki je v boju za človekove pravice, manjšine in istospolne skupnosti pri nas zabeležil zgodovinski trenutek. Se bomo še dolgo morali, da se zakorenini to, ker je tudi med mojimi vrstniki še ni sprejeta. Ja, film je lušten za pogledati, čeprav danes smo se mogoče malo nasmejali zadevam v filmu, ampak ja, kruta resničnost izpred 3 let, ki se je dogajala v Sloveniji. Ja, dejansko zdaj je sprejet zakon o partnerski skupnosti, tako da kar se tega tiče, nekatere pravice so urejene, še zmeraj pa za mavrične družine kot take ni urejeno, ne. Kaj bi moralo biti isto še najpomembnejše sprejeto, urejeno? Se pravi, pravica do posvojitve ze strani istospolnih partnerjev in to je to. Meni je grozno, kako so nezadovoljni ljudje, kako res ne razumejo drugega, ne? Kako ne sprejemajo drugačnosti. Mislim, to se prav odraža v družini, kako diha družina, ne? Meni je zelo žal, meni je pretreslo. Kaj me pa najbolj prizadene? Pa me prizadene to, da ljudje ne hodijo na volitve. Da je taka nizka udeležba. Starejša generacija mislim, da je bolj proti. Ne? Mogoče to, da doživeli smo dosti nekih slabih stvari in zdaj mogoče se zelo težko sprijaznimo s tem, da so te nove družine uspešne, srečne. Ne? Ker to je en taki pokazatelj, ne? Da se družba vseeno spreminja. Tu je bilo recimo zelo lepo pokazano tega fantka, v kakem pozitivnem okolju raste. To se pravi, bo imel tudi moč, da bo lahko se v okolju, kjer ga mogoče ne bojo sprejeli, da se bo znal pozitivno postaviti na svoje stališče. Vstop na vse dogodke je prost. Festival pa bo poleg razstave plakatov strpnosti v avli GT22 v znamenju filmov. Med njimi danes ob 20. uri v GT22 slovenski film Majhen korak za človeka, velik nasmeh za človeštvo. V četrtek ob 17. v sodelovanju z mariborsko knjižnico v dvorani Rotovž tudi zelo uspešni slovenski film Razredni sovražnik. V festival se vključuje tudi Prva gimnazija Maribor, kjer bodo v sredo ob 10:20 predvajali švicarski dokumentarni film La Prenda. Ki bo na tematiko strpnosti do beguncev, do drugačnih ras, spolnih usmerjenosti, vsega. V GT-u predvsem želimo širiti strpnost in enakopravnost, tako so tudi v filmu povedali. Ves program je dostopen na Facebook strani GT22.